Ko ustvarjamo nekaj novega, nekaj, kar prihaja iz globine našega notranjega sveta, nekaj povsem avtentičnega, kot je knjiga, program ali neka nova življenjska pot, se pogosto zgodi, da čas ne teče linearno. Vsako vstopanje v novo je kot rojstvo. Ideja se najprej pojavi kot neko seme, nato potrebuje čas, prostor in zaščito, da se začne prizemljevati in na koncu tudi manifestirati v nekaj, kar je vidno v zunanjem svetu. In tudi midve z Natali sva to občutili pri knjigi Usklajeni navznoter, vidni navzven. Na začetku je bila samo želja, da skupaj napiševa knjigo, vmes pa se je rojeval tudi naš skupni program za moč in pomoč pri razvoju avtentičnega izraza, prisotnosti in tudi nove zavesti voditeljstva od sebe k drugim. In ko smo knjigo napisali, sva na neki točki dejansko začutili, da midve nisva pripravljeni iti navzven. Proces pisanja je namreč odprl vrata mnogo večjem projektu, ki sva ga takrat še, v bistvu se nisva niti sploh jasno zavedali. In dejansko, če potegnem paralelo, tudi rastlina ne more preskočiti fazo rasti, tako tudi ideja o nekem širšem sodelovanju ne more v svet dejansko, dokler ne dozori. In zato so si vzeli čas za tišino, da se je energija dejansko poravnala, da je dozorela in da se je pokazala v pravi obliki. In prav to obdobje tišine sva zaključili, da je ključno. Dejansko naj je to naučilo in tudi potrdilo, da v resnici to pomeni držati prostor zase, za projekt, za sam proces življenja, ki ima svoj ritem, svojo inteligenco in tudi svoj pravi trenutek. Natali, kako bi ti pojasnila dejansko, kako prepoznamo, da ta projekt, pa naj bo to knjiga, kot je v najinem primeru, lahko je pa tudi neka nova ideja ali nova življenjska smer, še ni energijsko pripravljena za to, da gre v svet. In kako, kako zdržati ta vmesni čas, ko se zdi, da se dejansko od zunaj nič ne dogaja, ampak znotraj nas se dogaja globoka transformacija v smislu transcendence, mogoče samo koščkov določenih prepričanj, ki nas držijo še v tej fazi dozorevanja, od katere je tudi odvisno, kako dolgo bo trajala dejansko. Dejstvo je, da včasih nek projekt, knjiga, karkoli počnemo, še ni tam, ne diha z nami v čisto istem ritmu. Lahko se zavleče, lahko zastane, lahko se postavi na nek rob naše zavesti, ne. Pa ne zato, ker ne bi bil dober projekt. Običajno glih obratno, ko je nekaj zelo dobrega, še rabi malček, da postane pač res odlično. Mogoče samo zaradi tega, ker še ni usklajen z našo notranjo frekvenco, z našo notranjo vibracijo. V tistem trenutku, recimo tudi jaz sem ga začutila kot nekaj nedokončanega še, ne, kot neko zgodbo, če bi se pesniško izrazila, ki še ni našla svojega glasu. Na fizični ravni sem to začutila nekako tako kot en rahel upor, mogoče kot neka napetost, kot neki nedefiniran občutek. Nekaj se mora še zgoditi, nekaj še naj dozori, nekaj se naj preobrazi. No, to bi bil nekako najboljši opis tega, kar se je dogajalo v teh trenutkih, ne. In ta vmesni čas, ta prostor, ko se nič ne dogaja, je v resnici najbolj ploden, najbolj rodoviten. To je tisto obdobje sedimentiranja, ne, ke se lepo nalaga, plasti se premešajo, stari vzorci odhajajo, se raztapljajo, razkrajajo, preobražajo, nova spoznanja pa šele prihajajo na plano, ne, se nekako oblikujejo. Ne, in zdaj nekako edini način, ali pa eden od načinov, da ne bom rekla edini, ampak eden od, meni mogoče bližjih je, da grem skozi to z manj napetosti, da pač sprejmem, da proces ni linearen, da ne gre ali tako in da definitivno ne gre ves čas tako, ne, navzgor. Zame je to bila lekcija potrpežljivosti. Učila sem se potrpljenja, potrpežljivosti. To ne pomeni, da sem bila pasivna in pač laissez-faire in nič ne počnem, ampak sem zavestno si rekla, zaupam, da bo prišel pravi trenutek. Ja, to je čisto zaupanje dejansko v proces, ki še ni zaključen. Jaz sem tudi tako občutila, ko sva v bistvu obe, ko sva knjigo zaključili, sva na neki točki vedeli, da se je nekaj zaključilo, da je proces, vsaj pisanje je bil zaključen. Ampak ker se je vmes dogajalo še veliko drugih stvari in tudi ta najin skupni program, dejansko nisva mogla zdaj narediti ta
ta izstop navzven, zaradi tega, ker so čutili, da odzadaj nekaj še živi, nekaj se še razvija. In to se v bistvu tudi nanaša na knjigo in zato ne moreva še stopiti ven. Tako da morava pustiti v bistvu čas, da zraste tudi tisto, kar še niso vedeli v ozadju dejansko, kaj še raste, ne. Torej pustiti proces, da se pokaže v svoji pravi obliki, a ne. Tako sem jaz nekako začutila, a ne, velikost, v bistvu veličino te naše knjige, a ne. Ja, ja. Um, Zdaj pa dejansko, ko govoriva o tem držanju prostora, to mogoče zveni tako dosti abstraktno, ker ponavadi držimo prostor za druge, a ne, o tem Ja. veliko govorimo, a ne. Kaj v bistvu zate pomeni držati prostor zase, in za projekt, a ne, ki se šele rojeva, recimo? Mm. To je Konkretno pravzaprav pri najini knjigi, no, recimo. Ja, ja, to je v resnici umetnost, ne. Mogoče spet ena metafora ali pa prispodoba. To je držati prostor, da ne bo tako abstraktno. Pomeni ustvariti neko posodo, v tej posodi pa nekaj lahko raste, nek lonček rečeva, ne, in v tej posodi lahko nekaj raste brez pritiska. Se pravi, definitivno to ni ekonom lonec, ke pasel kuhaš noter, ne, pa ga ne smeš pod pritiskom odpreti, ampak nekaj, kar ti pustiš, da kali, da zrase, da se razvije v nekem svojem lastnem tempu. To je zavestna odločitev, da zdaj v tem primeru sebe pustim in da se spremljam brez tega, da si pritiskam, brez neke sodbe, brez hitenja, brez kontrole, brez potrebe po nadzoru, ne, da enostavno pustim, biti sem. S tem, torej, ko držim prostor, si dovolim, da se moje misli, moji občutki, moja občutenja, moje tudi strahovi, moje želje, moja pričakovanja, vse to nekako giblje v enem naravnem ritmu. Ja? Se pravi, isto kot takrat, ko držim prostor za druge, pa jim nudim varnost, da se razprejo, odprejo, ne da bi se morali prilagajati mojim pričakovanjem, isto sem naredila zase, ko je nastajala najina knjiga, ne. In, točno to, ko sva ustvarjali knjigo, sva pustili druga drugi in sami sebi, da raste v tem nekem svojem času, pa ne samo knjiga, tudi vse te vzporedne stvari, ki so nastajale, ne. Zgodila se je Bosna, zgodilo se je Visoko, zgodilo se je predavanje pri doktorju Osmanagiću, zgodili so se tuneli, zgodil se je najin program. Mislim, to, če bi se januarja pogovarjali, takrat pa takrat bova naredili to in to, zagotovo ne bi nastalo, ne. Se pravi, to rojevanje knjige ali pa pisanje knjige je rodilo še marsikaj zraven. In knjiga, tako kot jo čutim, je za naju sama v resnici odprla ali pa izbrala, kdaj bo kakšen del lahko prišel ven. Kakšen del knjige in pa kakšen del zraven knjige, ne. Včasih je to bilo lepo čisto tiho, včasih je bilo tekoče, včasih je bilo bolj počasi, včasih je bilo pa kar silovito, ne. In, ko se je pa zdelo, da zdaj pa sva že, ne, takrat je pa knjiga, tako kot sem jo jaz doživljala, bila kar tiho, ne, in to je bila taka tišina, ko je v meni spet sprožil en tak mehanizem in okej, a je to res, a sva že tam? Ne, očitno še nisva, ne. In, ta prisotnost, ta pristnost, ki sva si jo dovolili, je v bistvu pokazala, kako pomembno je, da ustvarjalni proces ni urnik, ponedeljek od 9 do 11, ampak neka notranja, neki notranji proces, notranja logika, notranja povezava uma, duše, srca, ne, na ta način. Ja, dejansko ustvarjanje tudi kot odnos do sebe, a ne, in do svojega ritma, do življenja in do projekta, ki prihaja na svet, a ne. Ja, saj to je, ne, ker na to najino knjigo so se v bistvu kar, dodali še drugi elementi, a ne, in potem nisva mogli iti samo z vsebino knjige ven in tudi zato nisva čutili ta pravi trenutek, da je čas, da gremo ven, ampak da počakamo, da še ta drug del dozori, a ne, da vidimo, v kakšnem dejansko, v kakšnem obsegu bomo delili to, kar je dozorevalo ves ta čas v nas, a ne. Ja. No, Oprosti, da ti kar skočim, ampak tu se mi zdi zelo pomembno, da ta knjiga je zame darilo, še enkrat bom povedala, saj mislim, da sem že, ampak res darilo meni, darilo sebi, da si dovolim nekaj narediti v naravnem ritmu. Se pravi, iz gor dol, v tem čistem naravnem plimovanju, oseki, v naravnem ritmu in, to je bilo zame res eno čudovito doživetje. In pravzaprav si želim,
pa verjamem, da tudi ti, kolikor sva se pogovarjali, da to občutijo tudi drugi, ne. To je, a veš, da si dovoliš samo biti usklajen sam s seboj, ne s pričakovanji od zunaj drugih, ne z nekimi normami, ne z nekimi statističnimi podatki, FTE, ne vem kaj še, ampak enostavno, da si dovoliš takrat, ko je pravi trenutek. Zdaj, kako veš, da je pravi trenutek, je, če se ne slišiš, ne moreš vedeti, ne. In to bi rada podarila, to bi midve radi podarili drugim. Ta občutek, ta notranji, trenutek, to je to. To si v bistvu želim, ne. In da to drugi tudi začutijo, se mi zdi, da je glavni rezultat procesa nastanka knjige. Mhm. Ja, to ste zelo lepo poudarila in osvetlila, ne, ker da dejansko si dovolila imeti izkušnjo, kako to izgleda, iti usklajen s sabo in s tokom, a ne, z zaupanjem, brez kontrole, brez strategije, brez vsega tega, ampak enostavno naraven proces. In to, da imamo izkušnjo in da vidiva, da dejansko tudi na tak način lahko v bistvu delujemo, a ne, navzven, šele takrat, ko se uskladimo in da nič ne pobegne, nič ne zamudiva, vedno pride pol ta pravi trenutek, a ne, če si damo čas. In tako kot si rekla, ja, seveda, če nisva v tišini, potem ne moreš slišati, ne, kdaj je pravi čas sploh, a ne, in kako je stvar dozorela. Midve sva imela še eno zelo zanimivo izkušnjo na dan sončnega mrka. Takrat sva se odločili, da bova imeli energijsko podporo, da bova dala za najino knjigo, in takrat sva mislili, da v bistvu je že to, ne, da je proces zaključen. Potem je bilo pa toliko enih preobratov, da sva na koncu ugotovili, da mogoče je bilo potrebno samo to, da napiševa knjigo skupaj, a ne. Ampak ker je ta knjiga dejansko toliko enih vrat odprla, a ne, sva videli, da v bistvu sva glih nekje na sredi poti, a ne, in zdaj kaj, iti s knjigo, ki sva jo napisali v, ne vem, prejšnjem življenju, bi lahko rekla, ne, zdaj z vsemi temi novimi uvidi in z vsemi novimi stvarmi, ki so se nam zgodile vmes, a ne. In takrat v bistvu se mi zdi, da je bila res ena taka zelo močna transcendenca, ker je bil en moment, kjer bi skoraj že vse spustili, a ne, pa rekli, okej, to je to, ne, knjigo sva napisali, ne rabiva več, ne. Ampak potem sva majčkeno vztrajali, in potem sva dobile, po moje ravno zaradi te vztrajnosti in zaradi poguma in prisotnosti, a ne, da najdemo neko rešitev, da se uskladimo predvsem, ne. In takrat je v bistvu prišlo do ene take res močne preobrazbe, ker se nam je kar zdownloadalo in sva kar ena drugo dopolnjevale in pritrjevali, ja, to, tako, ne. Tako da to se mi je zdelo res zelo močno. Kako ti vidiš, kaj se je takrat pri tebi spremenilo? Bi lahko rekla, da je ta najina namera oziroma energijska podpora bila ključna za preobrat, a ne, ker dejansko sva dale to namero, energijska podpora, a ne, knjigi. In a se je mogoče dogajalo kaj več? Ja, veliko sem razmišljala, poskušala tudi zmeditirati skozi, kaj se je pravzaprav zgodilo takrat na tisti sončni mrk. Šli sva not z namero, da podpreva dejansko samo lansiranje knjige. Zgodilo se je pa v tem, s to energijo, ki je bila takrat v vesolju, v nama tudi seveda, ker sva pač del vesolja, da sva se za trenutek vprašali, a je sploh še potrebno karkoli narediti, ali je rezultat zdaj ta tu in sva midve oddelali, kar je bila najina naloga. In jaz mislim, da je bil tisti dan, tisti sončni mrk in vse, kar se je zgodilo okoli tega 21. tako poseben zato, ker sva si dovolili priznati, da sva po eni strani utrujeni od čakanja, pa ne naveličani knjige ali pa občutka, da nekaj še nisva poravnali, ne, aligned druga z drugo, ampak da sva na glas izrekli, in to popolnoma prisotni, da potrebujeva mogoče pa malček mehkobe, ne, da si dovoliva biti mehki, nežni druga z drugo in sami s seboj. In ko sva to ubesedili, se je v meni v resnici nekaj sprostilo, ne. Kot neka napetost, ki je pač šla ven, kot da si v Faradayjevi kletki, in potem končno pride stik in zadeva steče, tok steče in potem si svoboden, osvobojen.
In takrat sem dejansko začutila, da knjiga in cel ta proces in vse, kar je še potem zraven knjige nastalo, najin program, najin drugačen pogled v resnici na svet, če sva zelo iskreni, se je to zgodilo, ne? Da vse to ni čakalo na disciplino, ker sem bila izjemno disciplinirana že sama s seboj že celo življenje, v resnici, ne? Ampak da je zame to dejansko, da sem si dovolila biti mehka, da se je ta mehkoba zbudila, ne? Da nisem več avtorica Natalija Cvikl Postružnik, da ti nisi avtorica Mirela Smajić, ampak da sva postali pač ženski, ki sta zmožni držati resnico in to tisto resnico, ki jo je pač prinesla knjiga z nama na ta svet, ne? In ta premik, ki se je zgodil, v resnici ni bil samo energijski, ampak je bil tudi zelo notranji, zelo intimen. Nekaj v meni se je morda umaknilo, definitivno so se umaknila pričakovanja, umaknili so se pritiski, ideje, kdaj bi naj knjiga izšla, v kakšni obliki bi naj šla, kje vse bi morala se pojaviti. Ne, vse te neke slike, ki jih dobiš skozi svoje poslovno delovanje, ne, kako bi naj zadeva izgledala. Projekcija, ne, In dejansko. projekti in poročanja in Excelove tabele in Accessi in tako dalje, ne. In dejansko, zdaj za to retrospektivo lahko rečem, da je to tisti dan odmrlo, hvala bogu, ne. In, kar se mene tiče, je takrat nastal en tak lep, fini prostor, ko je knjiga, pa s tem tudi jaz, lahko končno zadihala z vsemi pljučnimi vršički, pljučnimi krili, z vsako celico svojega telesa, kožo in tako naprej. In, zdaj, če tako pogledava, mogoče nisva naredili preobrata, ne, tisti dan, ampak sva enostavno dovolili, da preobrat, ki je že bil tam, da sva postali dostopni za to, ne. Tam je že bilo, čakalo je naju, zelo tako nepotrpežljivo je v bistvu čakalo, a ste že skapirali, a ste že skužili, ne, zakaj se vama v bistvu to dogaja, kar se dogaja, ne. In, še ena lekcija moja je pa, ne, da pač včasih projekt ne čaka na pravi čas, ampak na to, da tisti, ki ga dela, midve torej v tem primeru, da se najina notranjost, malček zmehča in da ga lahko potem dava v svet, da ga rodiva, dobesedno. Da ga rodiva dejansko iz globine, ne pa samo iz uma, ne. Ja. Ker, pač to, kar si prej omenjala, to dejansko pomeni, zdaj imate knjigo, ne, zdaj se knjigo lansira, mislim, kaj zdaj čakate, ne. Ja. Ampak ja, in mogoče je to bil ta pritisk, a ne, tega, kar se zdaj spodobi, ne, knjiga je zdaj odzunaj, kaj zdaj čakate? Ja, še ogromno enih stvari, ki so se zgodile vmes in smo želeli temu tudi dati prostor, a ne, za dozorevanje. Ja, res je. Res je. Mislim, ne bi mogla lepše povedati, točno to se je zgodilo, ne. A veš, mislim, ker by the book točno veva, ne, to je treba pa press, pa ono, pa novinarje, pa v recenzije poslati, pa on, ampak to ni bilo to, ne, definitivno to ni bilo to. In meni je bilo kar, v resnici mi je bilo fizično, na fizični ravni sem se slabo počutila in bilo mi je fizično slabo, ko sem pomislila, da evo, zdaj bo pa ta knjiga šla ven in to je zdaj to. In hvala bogu, to ni to, ne. To je le en delček vsega, kar ustvarjava. Ja, Mene in je kar res pomirilo, no, notranje me je pomirilo. No, vsega, kar ustvarjava in pripravljava za naslednje leto, bi jaz samo še dodala, ne. Torej, če pogledamo nazaj, dejansko vidimo, da vse te procesi dozorevanja, česarkoli, najine knjige, programov, skupnega sodelovanja, najširše možne slike, je pravzaprav v bistvu zelo pomemben, korak, a ne. In tisto, kar se dogaja v tej tišini vmes, a ne, med čakanjem, dvomi, notranjimi premiki, energijskimi usklajevanji, dejansko vse to postaja temelj najinega sodelovanja in vsega tega, kar potem bomo tudi delili, ko bomo stopile navzven, a ne. In dejansko, ko se dovolimo uskladiti s svojim notranjim ritmom, nam življenje dejansko pokaže, kdaj je pravi trenutek, torej predvsem, ko zaupamo procesu, se vse postavi na svoje mesto. Hvala lepa, Natalija. Enako, usklajeni navznoter, vidni navzven, to je to. To je glavno sporočilo.